So vse punce po štartu pisku so padle, kot domine. Jaz pa ne, ker sem bila, ne vem, čist nekje od zadnji in sem lepo vse prehitela in sem zmagala. Se zaženeš, jadraš, uživaš in potem prideš v cilj in malo še pošprintaš. Zdaj pa je trener videl, da smo kar dobro tekli tole 21 tako in da mogoče bi šli malo daljše proge. Pa dobro, pa če je ono tam stresa, ki ima 10 sekund boljše rezultat, se jaz nimam kaj segirati. In pač posem greš. Kar pri kolesarjih, ki piše na tleh Roglič, Pogačar, so meni napisali, dejmo Breda, go Breda. Srečno novo leto, drage dame, dragi gospodje. Ja, v letu 2025 bomo tudi, prvega sem vas spustil v primeru, drugega pa že začinil s podcastom Zagret za tek in vam rekel, sprav posebno gostjo, ki je imela malo več časa med temi prazniki, pa so tole posnela, ostali ste tako ful zasedeni bliskos. Tako da, prvo gostjo v letu 2025 pozdravljam, to je Breda Škedelj. Breda, živijo. Živijo. Kako si, Breda? Ja, fino. Tele dolge počitnice so kar pasale, no. Zadnjič mi je rekel še en šolnik, ki sem ga tule gostil, tudi da počitnice so krvavo potrebne, ne samo za otroke, pač pa tudi za vas šolnike. Ja, se strinjaš s tem najbrž? Ja, malo se je treba odpočiti. Ponavadi zmer mislimo, kako imajo dijaki, učenci se malo za odpočiti, ampak v bistvu tudi mi komaj čakamo. V bistvu smo včasih še hujši kot kakšni dijaki, ko odštevamo, še 3-krat gremo spat, še 2-krat gremo spat. Zmaga! Danes bomo pa imeli počitnice, tako da, ja. Ampak najbrž se tvoje delo še vse ne neha takrat, ker zadnji učenci šole, imaš še kaj za podelati ali tudi narediš šlus, pa pol prideš? Ja, mislim, jaz učim na gimnaziji Bežigrad, ne, je kar veliko dela, ni samo učim na mednarodni šoli in na gimnaziji splošni, tako da zdajle, ko se bodo počitnice končale, v bistvu imamo že prve zadolžitve, kar se tiče mednarodne mature, moram malo pogledati naloge, tako da je tudi med počitnicami treba kaj prebrati, tako da ni tako, da bi zdaj rekli, zdaj je pa 24.12. konc, pa pridemo 3.1. in takrat začnemo na novo, ampak v bistvu je treba sproti tudi, ne vem, vsaj kakšno urico na dan mogoče si tudi med prazniki vzeti pa kaj pogledati. Ampak zmerno, ker rabimo tudi počitek. Mednarodna praviš, to pomeni, da moraš tudi v tujih jezikih angleščini poučevati, ali kako? Ja, to je tudi bil izziv na začetku, ko sem začela delati, ampak zdaj pa tako normalno že skoraj. Tako da je ena popestritev, da ni skozi eno in isto. Zelo zanimivo. Kateri učenci pa so na mednarodni, so to tujci, ki bivajo pri nas, so tudi to kakšni Slovenci, ki bodo šli drugam, ali kako? Ja, se pravi, ta mednarodna šola, jaz učim diplomo program, to so v bistvu 3. pa 4. letnik, kjer se pripravljajo, da se potem vpišejo na univerzo in v glavnem so, en razred so Slovenci, mednarodna matura, ki so se odločili, da bodo šli študirati kam v tujino. Potem imamo pa še v bistvu 2 razreda, ki so pa, jim rečemo, oddelek Q, to so pa kakšni, se pravi tujci, Ukrajinci, Rusi, pa tudi v bistvu Slovenci, ki so starši kakšnih diplomatov, ki so že prej na kakšne druge šole hodili v bistvu in imajo tukaj možnost, da nadaljujejo s takim šolanjem. V DP-ju se pa pač ni tako, da bi zdaj, kakor pri Slovencih, da 4 leta recimo poslušaš slovenščino, matematiko, biologijo, ampak v 3. letniku si oni izberejo nekaj predmetov, se pravi iz science si izbere recimo, ne vem, imajo na voljo kemijo, fiziko, computer science ali pa biologijo in si nekaj od tega izberejo in pač to se odločijo, ali bojo na standardnem nivoju ali na high nivoju in pač potem to izberejo. Tako da je kar komplicirano. A so slovenski učenci boljši oziroma bolj prizadevni, ali so ti tuji učenci bolj, ampak to je mogoče malo provokativno, na katerega ne rabiš odgovoriti ravno čisto direktno? Ne, se razlikujejo, no, drugače. Sicer ne bi znala tako čisto natančno opredeliti, kako, ampak dejansko, ko prideš v razred, je neka drugačna klima.
Um, bolj so recimo navajeni tele tujci, da če jim daš neko zadolžitev, da so, kot tudi program je tako usmerjen, da v bistvu se spodbuja čim bolj, da sami pridejo do nekih rezultatov, da sami pač iščejo stvari, pa naredijo neke zaključke, medtem ko pri nas v slovenskem šolstvu pa v bistvu bolj tako sem podajanje znanja. Sicer se kot učitelji trudimo tudi, da bi bilo več, ne vem, drugih načinov, da ni tako, bomo čisto nama rekla, bedno, ne, da ti sem copy-pasteš, kaj ti profesor pove. Ampak še zmeraj je malo to zasidrno, to neka klasično poučevanje, ki pa bo se moglo malo spremeniti, no. Ampak ne rečem pa, se še to bom povedala, no, ne rečem pa, tudi naši dijaki so vedoželjni, jaz to zlasti vidim zdaj pri mojih maturantih, ki kar neki bleknejo, pa tako te gledajo, pa rečejo, ampak profesorica, koliko pa je dolg najdaljši nevron, najdaljša živčna celica v telesu, se rekla. Ja, dajmo pogledati, ne vem. Ne, tako da so take zanimive vprašanja tudi pri naših dijakih. Gospa profesorica, tako te kličejo, v bistvu to je neobičajen naziv, ali kako? Ja. Ja, no, pač profesorica, pa ko greš pa po hodniku, se pa tudi zaderejo breda, ne, ampak jaz še zmeraj iščem oziroma želim zvedeti, kakšen je moj nickname, ne, ker mi smo imeli v srednji šoli za vsakega profesora skoraj nek nickname, tle ga pa kar ni, ne, tako da mogoče bi mogel dati izziv, kako kličemo to profesorico, no, tako. No, to bo ta izziv, ja, vidiš, izziv postavljen. Zdaj vsi starši, ki imate srednješolce gimnazije Bežigrad, evo, zdaj jih pa vršite na foro, pa probajte izvedeti, kako profesorica biologije, kakšno ime v njej kroži, kakšne zadeve, ki ima, pa da vidimo, Breda bomo skupnimi močmi. Vse to mulci tako ne gledajo, ne, tega podcasta, samo starši to gledajo in bomo že izvedeli. Breda bomo že izvedeli, moče pa kaj zanimivega, ja. Moče pa kaj zanimivega, kaj kar... kaj je povezanega z biologijo, prav gotovo. Veliko stvari sva že začela, načela, no, pa bova še kakšno izpeljala, ampak seveda je pa glavna tema, zaradi katere sem te kontaktiral, seveda tek, in tale opis sem potegnil dol iz ene spletne strani, bil je simpatičen, namreč piše: Breda Škedl je energična in nasmejana slovenska atletinja, rojena leta 1993 in profesorica biologije na Bežigrajski gimnaziji, pa seveda uspešna tekačica. Najpomembnejše dosežke so tam zabeležili tvoje, kot eno od teh je bil državna prvakinja 1500 metrov leta 2016, pa državna podprvakinja v krosu med članicami, pa tretja na atletskem pokalu, pa reprezentantka, večkrat pa zmagovalka tekaških prireditev od maratona v Radencih, ja, na 5 in 10, pa DMTK, pa sem šel gledati prav letos, Markoton si dobila po maraton, ja, to ni od muh, seveda ne. Na državnem prvenstvu letos si bila v Kranju na 5 kilometrov, žal sem bil takrat v tujini, me je migalo to videti v živo, ja, ko se smeta na najboljših pomeri na cesti in tam si dosegla osebni rekord na cesti na 5 kilometrov, pa še kaj, kar bova zdaj odprla, tekačica si od 2. letnika srednje šole, je tako? Ja, prej sem bila rokometašica. Ta prehod, dva, bom rekel, športa, ki se ne pokrivata toliko, kako to, da si šla v rokomet najprej, no, tako, evo. V rokomet, ja, zato ker se mi ni dalo teči, pač sem bila golman, ne. Vratarka sem bila in jaz se prav spomnim, jaz sem hodila v Novo mesto v osnovno šolo Center in tam smo imeli pač zjutraj krožke in eden izmed teh krožkov je bil rokomet. In jaz vem, da ob 7 zjutraj nas je profesorica gnala teč gor pa dol, so rekla, ne, jaz bom pa kar v golu, bom tiste žoge čez metala. Tako da sem prestala pol v bistvu v golu in mislim, da mi je kar šlo, no, pač prvo leto, ko smo trenirale, s to našo, v bistvu, s temi puncami, sošolkami, smo itak potem prišla v tale klub ŽRK Krka Novo mesto in pač prvo leto smo že kar zmagali, smo kar državna prvakinja, ne, tako da pač fino je bilo, tako malo igra, malo zares in tukaj se pol v bistvu ta ljubezen do tega športa in pač to, da se družiš s prijatelji, tako začela razvijati, no, tako da nikoli nisem bila brez športa in mislim, da je to se že v mladih nog v bistvu zacementirano, da
je nujno neko gibanje, da si recimo vesel, srečen, no, tako bom rekla. Kako definiraš dobrega golmana, golmanko pri rokometu, kakšne kvalitete mora imeti? Ne vem. Ja, eksploziven, hiter mora biti, ne. Pa v bistvu načeloma se je zmer gledalo, da so tisti igravci v polju, pivoti, centri, da imajo pregled nad igro, ampak tudi golman, če ne vidi, da ti je recimo že krilo teklo nekam, pa da vidiš samo, da boš v centru podal tisto žogo, lahko v bistvu marsikaj zamudiš, kakšno kontro, ne. Tako da tudi golman mora imeti dober pregled nad igro. Pa jaz sem bila zmer zelo, bom rekla, glasna golmanca, ker sem zmer pila, dajte roke kar, dajmo, tako da energičen moraš biti, no, tudi v golu. Kakšne končnice včasih gledamo, ko se tudi golman vključi v igro, ko gre na nož. Si dala kdaj kakšen gol? To se zdaj ne spomnim, ampak mislim, da ne. Pol proti koncu sem jaz tudi hotela kakšno, da bi šla kakšno 7 metrov streljati, ampak pa mislim, da ni bilo, no. Da ne, da nimam skoraj. Te kdaj še kam pokličejo v kakšno rekreativno ligo ali pa kaj takega, kaj za igrati? Ne, to ne, ampak zdaj, če bojo gledali mogoče tele moji kolegi z gimnazije Bežigrad, pa mogoče kaj tam se razvilo. Aha, kolegi, profesori misliš, a ne, ki so tudi športno aktivni ali kako? Ja, tako, na naši šoli je kar pestro dogajanje, no, tako da imamo sama zdaj smo recimo dobili ročni fuzbal, ročni nogomet, in tako da bo že je kolega na športno vzgojo Hran že rekel, da v bistvu bo organiziral Turnir. turnir med dijaki in profesorji, ker to ponovadi najbolj pali, kako dijaki nas premagajo, ne. Tisto štrudlanje, pa tam moraš to obvladati, prstno tehniko. Ja. No, to bo dobro, ja, boš sporočila, za koliko ste izgubili, no, tako. Ja. Za koliko ste izgubili. Ta prehod rokometa v tek, ok, neke predispozicije, neke tekaške, rekel, afinitete, ki si mogla imeti, da si se potem vsem. Ja, seveda ne. To saj si verjetno pogooglal, ne. Moj trener je moj oči, Ivan, tako da v bistvu on je že celo športno pot z mano. Tako v atletiki je imel potem tele kondicijske priprave za rokometašice, pa pol tudi malo tehniko golmanov. In tudi on, ko je v bistvu bil aktiven atlet, je sam tekel, potem je imel pa tudi zelo perspektivne atlete, tudi kot trener v Novem mestu. Tako da velikokrat slišimo te njegove zgodbice, no, in sem kar vesela, da ima željo, da dela z mano, no, in da je prenesel to ljubezen do atletike potem tudi name in da tudi je, bom rekla, vztrajal takrat, ko so bili kakšni padci dol, da je pomagal me da se dvignem nazaj gor, recimo, ne. Ivan Škedelj, Močivnik, zapomnite se to ime, pogooglejte ga. Kdo je mogoče poleg tebe še kakšen znan atlet, ki je prišel izpod njegovih rok, rečemo temu tako? Ja, takrat še, ko mene ni bilo, ne, je bil recimo Dragan, pa tudi sedanji trener v atletskem klubu Krka je imel nekaj dobrih atletov, no. Zaenkrat sem pa zdaj samo jaz, tako da bom tukaj povedala, kdor želi, da potrebuje kakšnega trenerja, kar pokličite ali pa pogooglajte, pa na Facebooku je polno tega, tako da bo zelo vesel. No, evo, tako lepo sva to povedala. Imamo trenerja na razpolago, ki ima marsikaj za ponuditi. Ja, zdaj, ena stvar me zanima, začetka je pristala ob tvojem imenu AK Krka, zadnjo sezono sem zasledil Kronos, tudi Kronos se hvali s tvojimi dosežki zdaj na socialnih omrežjih. Zdaj mi povej ta prehod zaradi tega, ker si zdaj bolj v Ljubljani ali zaradi česa drugega? Ja, to je pač itak, jaz sem načeloma v Ljubljani že od faksa skozi, ne. In ne vem, pa hecno se mi je zdelo, ko sem na Žaku trenirala, pa je pa Niko, se pravi, vodja tega Dekronosa, tako prišel, pa malo vprašal in se mi je fino zdelo, da nekdo tako pristopi k tebi, pa ti kakor ponudi, bomo rekli, službo, čeprav to ni služba, no. Pač se vidiš, da si opažen in ti to nekaj pomeni, no. Tudi to je bilo potem razlog, da sem malo zamenjala, pa pač včasih je potrebna malo sprememba, no. Zdaj,
praviš, od drugega letnika srednje šole, to zdaj že kar pol življenja si v atletiki, to pa že nekje je neka kilometrina. Mhm. Ja, se je nekaj kilometrov nabralo, ja. Malo statistike, ki jih vodiš tako po sezonah, ali pa si taka zbiralka teh podatkov v sebi o teku. To je bolj moj oči, no. Jaz sem vem, tako memoriziram, da najboljše leto je bilo 2016. Takrat se je vse poklopilo, faksa je bilo konc, nekaj malo več časa je bilo. Takrat sem tudi dosegla, se pravi, da sem bila državna prvakinja v dvorani. Na 1500 metrov sicer rezultat, ko zdaj primerjamo, kaj zdaj punce tečejo, pa kaj bi moj se lahko malo skrije, ne? Ampak vseeno bo pa zavedno pisalo, da je bila predeški del državna prvakinja, ne? Tudi to nekaj šteje. Drugače pa, ja, no, kaj je mogoče bilo zanimivo, oziroma glede na to, da sem kar pozno vstopila v to atletiko, sem res skoraj vse tekaške discipline probala. In mi je recimo, kaj si bom zavedno zapomnila, je bila na šolskem tekmovanju v Novem mestu, sem tekla 400 metrov in je čisto malo manjkalo, da bi pod minuto tekla, ne. To si bom zmer zapomnila, ne, ampak kaj češ, tako je. Drugače pa 80 metrov je bila moja tista, recimo, neka paradna disciplina, ki me je potem pripeljala tudi do tega, da sem prvič zastopala reprezentanco. To je bilo tudi nekaj, ki je bilo wow mi, ne, da pač je tudi meni to uspelo. Kdaj je bilo to, kjerga leta je bilo to, če te lahko prekinem? V Ostravi, ali ne vem, zdaj je bilo 2014 ali 2016, bolj bo, ja, ne bom se zdaj spomnila iz glave. 2014 po mojem bilo to. Tako da ja, to so bili ti neki veliki mejniki, no. Zdaj v tej mladinski konkurenci, v to si, ne vem, si imela takrat kakšno vrstnico ali pa je bila to kakšna generacija kakšnih močnih punc, vas je bilo več, ali si bila ti bolj, bom rekel, osamljena tam dol, posebej na Dolenjskem, ali kako je bilo to? Dolenjska, ne. Mi smo se vedno dajali, pa se še, zdaj malo dajeva, ne, ampak zdaj je, se pravi, iz čisto novega mesta, Klara Ljubi, medve sva isti letnik, ne, tako da sva zmeraj bile neke borbe, ampak pač brez dobrega sotrpina in, kako bi se rekla, tekmovalca, da bi te vlekel nekam, ne dosežeš ničesar, ne, in potem imaš neko željo po uspehu, če veš, da lahko nekoga premagaš. Drugače pa punc je bilo itak zmeraj veliko, meni je to bilo fino, ker vse te dekleta, ki so zdaj, bomo rekli, znane, slavne, si enkrat z njimi švical, ne, pač, ali pa saj probal ujeti njihov korak. Recimo, zelo mi pomeni veliko, ker sem z Marušo Mišmaš tekla na kakšnih teh tekmah, pa seveda tudi s Klaro Luken, ki je iz Šentjerneja, ne, ampak je že ta malo večja razlika, da sem jo tudi malo učila, tako da je tudi to bilo potem, lahko rečeš, to je pa moja dijakinja bila, sicer sem za en dan, ampak dobro je bila, ne. Tako da, ja, so še vedno ta dekleta nekatera aktivna, sicer manj, kakor jih je bilo, ampak tiste, ki pa so, imajo pa kar lepe rezultate, dosegajo vsem kapo dol. Lepo povedano. To je prvi, recimo, tak resni uspeh, morda že v mladinski konkurenci, nekaj, kar si dosegla, pa ti je dal, bom rekel, kril pa zanosa, pa morda potrditve, da pa atletika pa je nekaj, s čimer se lahko ukvarjaš. Ja, to je bilo pa, če gremo še malo, to je bilo pa v osnovni šoli že, ne. Aha, okej. To je bil pa to, kakor je Aleš Lindič, zdaj organizator Šmarješkega teka, je bilo pa to, ne vem, koliko sem bila stara, po mojem sem bila en drugi razred, je bilo tek okoli 300-metrski. In tistega tudi ne bom jaz nikoli pozabila. Ta tek je bil tak, da so vse punce po štartu pisku so padle, kot domine. Jaz pa ne, ker sem bila, ne vem, čisto nekje od zadnji, sem lepo vse prehitela in sem zmagala. In to je bila ta moja prva zmaga, ker sem si je zapomnila in sem rekla, mogoče pa, če kdaj ne bo kaj uspelo po rokometu, je pa mogoče tudi to lahko kakšen rezultat pri atletiki. Noro. Mislim, kako se začne, ja, črviček, oziroma kako si seme odlične tekačice zaseje, tako da vse padejo na štartu. Bravo. Mislim, nora, zanimiva zgodba. Je kakšna od atletin znanih tudi bila tam, ki je zdaj znana atletinja, pa se je tam prekucala? Ne, to pa ne. To pa ni bilo, ne.
Ja, seveda vse je minilo, ko si videl Breda Škedl, nas je vse nagonila, drugi razred, konc kariere, Breda pa je šla potem po tej poti. Zdaj praviš, oče je bil tisti, ki te je tudi spodbujal vmes, da si se preusmerila v atletiko, sta se pogovarjala veliko o tem. Je imel tudi kakšno besedo pri tem, da si se lažje odločila, ali je bilo to predvsem tisto, kar je zraslo na tvojem zelniku? Ja, v bistvu bilo je tako, ne, da aktivna ekipa pri rokometu potrebuje samo enega golmana, drugi pa, tudi če jih je več, sedijo na klopi. In to je malo bedno, sedeti recimo 45 minut na klopi, in potem si rečeš, vseeno vzdržuješ neko kondicijo in jaz vem, da sem takrat za foro začela malo tam po našemu golobinku teči. Potem mi je pa to postalo malo bolj všeč in potem sem pa rekla, oči, dej, a bi lahko, mi ti to mogoče pomagal, pa vem, da je bilo to takrat istočasno, ko sem že rokomet trenirala, so bile tudi v Novem mestu, v Šentjerneju pa v Brežicah je bil nek tak otroška, kakor neka mini atletika ali kaj, in so bila neka tekmovanja. In tudi tam sem v bistvu na 300 metrov tekla, pa so bili kar v redu rezultati, glede na to, da nisem trenirala. In pač potem je oče mogoče videl, da bi lahko kaj iztržilo iz tega, ne, da bi se dalo kaj razviti, tako da ja, potem ni bila to neka težka odločitev, sem pač zamenjala šport, zaradi tega, ker itak je tek neko normalno gibanje, no, ni neka... Elementarno, res, res, res. Poznamo veliko tandemov v profesionalnem športu tudi, a ne? Oče, hči, trener, varovanka, take in drugačne zgodbe so. Zdaj, kako si pa ti, mislim, kako pa vidiva to funkcionirata v tej navezi, ker vendarle ste še vedno oče in hči, trener ima potem drugo vlogo, ker mora pač drugače postopati, a ne? Se pravi, do hčere morda kot pa do svoje varovanke, kje si imela ti težave, kje s tem, ali pa on, ali sta se tle res našla, pa znata funkcionirati, da nista ves čas trener in varovanka, ampak da znata preklopiti med enim in drugim. No? Ja, to znamo preklopiti, ja, je pa tako, da včasih bo kdo mislil, da bo, recimo, oče bolj popustljiv, oziroma da bo rekel, saj vidim, da ti ne gre, ne, bova malo skrajšala, ampak tudi včasih, ko ti je bilo recimo hudo, ko sem bila še mlajša, sem rekel, jaz res tega ne morem. Še eno, sej bo šlo, dajmo. V bistvu niso dalo skregati pa nekako zmanjšati neke kilometraže, kakor bi človek mislil, ne, ko mogoče kdaj pri kakšnih trener, drugi varovanci včasih rata. Tako da, ko te pozna, ko ve, da si vztrajen, ti reče, sej boš naredila, dajmo se malo potruditi, no, tako da to je tako, drugače pa ne, mislim, midva znava pač ložiti, kaj je zdaj tek, kaj je, bomo rekli, neko normalno družinsko življenje, je pa res, da je veliko najnih pogovorov prepletenih s tem. Pa kaj bi danes delal, pa a si videl to, a si zasledil to, a si prebrala tisti članek, kako se psihično pripraviti, a si to, pa to, ja, oči sem, tako da ja. Je ta nek skupna tema, ki naj oba veseli, no. Oče morda teče še rekreativno, se še ukvarja s tem žlahtim? Ne, zaradi, se pravi, nekih svojih zdravstvenih težav s kolenom ne more, je pa zdajle rekel, glih, ke so te novoletne zaobljube in te zadeve, da bo natreniral nordijsko hojo za ratnice, tako da imamo načrt. To, bravo, mislim, ko sem slišal, kakšne čase postavljajo fantje na 10 km v hoji, ne, sem padel dol, no, to so časi v krokuri ali pod uro noro, tako da, evo, zdaj bomo bo Ivana spremljali v Radencih, ti boš šla laufat, on bo šel hoditi, kakšen družinski dvoboj to bo. Ko si rekla, novoletne zaobljube, vendarle je novo leto 2025 je potrkalo in prišlo skozi vrata, kaj pa tvoje novoletne zaobljube, Breda? Jaz ponovadi si nekaj ne zaobljubljam, čisto nekaj pač, bi vse ponovadi padlo v vodo, tako da jaz rečem, vsega zmerno skozi celo leto pa je v redu, no. Delaj tisto, kar te veseli, ne nekaj, kar je zdaj popularno, če tebi to ne paše, zakaj bi delal, zakaj bi se nekaj posiljeval, no. Išči tisto, kar te veseli. Nimaš pa, nikoli pa nisi imela kakšnih, bom pa vsak dan, ne vem, tekla, bom pa, ne vem, ok, hujšati ni treba, bom pa, ne vem, kaj, preživela manj časa na telefonu, pa ok, tega tako ne počneš, ker nimaš časa, ali pa kaj podobnega, kar ljudje počnejo. To ne, tako za glih novo leto ne, ampak me vsake toliko časa zagrab po
pustu, ker se gremo 40 dni brez česa, jaz ponavadi se hočem iti 40 dni brez sladkarij in to 1-3 dni ratuje, potem se pa res, ko največji odvisnik začneš že mal trest. Ali pa jaz sem tudi zelo fajn kolektiv biologov na gimnaziji Bežigrad, kjer zmeraj kdo kaj za jesti prinese, kaj sladkega, tako da to res ni izvedljivo, ker si vsak odmor pa lahko nek hrček pa kaj poješ tam. Tako da, ja, to bi bila mogoče novoletna zaobljuba in če moji kolegi pošiljajo, poslušajo to, da brez sladkarij v novem letu. Tako. Zdaj, mislim, da se bo večina temu uprla, bodo rekla, zaradi Brede bomo mi stradali, pa se skrivali s svojimi čokoladkami, nič ne, da naj se kar sama disciplinira, če se hoče, mi se ne bomo, ja, sladkarije praviš, ampak dobro, to si jih lahko privoščiš, a ne, saj vendarle si aktivna ali kako. Ja, lahko sem. Včasih kaj še malo stresa, pa tisto, kar bi bilo priporočljivo, je kmalu že rdeča cona, ki ni fajn. Tako da je treba omejiti malo tole. Ok, zdaj veste, kaj je za rojsten dan, prines Bredi, kilsko čokolado, mogoče, ja, čistko, ne, se hecam se, to preveč skušnjav. No, Breda, sigurno me nekaj zanima, tekla si, ja, v srednji šoli, potem greš človek na faks, mladenka gre na faks, marsikatera atletina tekačica takrat opusti, zaradi drugih obveznosti pa ti si imela kar zahteven študij, to gibanje, ti si nekako prekrmarila pač ta tudi študentska leta, pa na en način tudi prehod iz mladinske potem v neko člansko konkurenco. Ja, v bistvu, meni je ta atletika služila kot en filter, da se odklopim od šole, da je bilo malo drugačen stres, da se malo tega čist sam sedenja za knjigami v bistvu osvobodiš. Hkrati ti pa tudi študentsko življenje nudi, saj če znaš najti, zelo zanimive tekme. Ne, recimo študentski tek nagrad je bilo meni top. Ali pa na začetku, zdaj ne vem, če je še to, 2 leti je bilo organizirano, da je bila študentska štafeta, da so fakultete med seboj tekmovale, da je bilo 10 tekmovalcev, 5 punc, 5 fantov in smo tle po Ljubljani tekli. Tako da take zadeve so ful fajn in povezujejo v bistvu študente in potem, da hočeš še malo teči, no, da narediš nekaj za svoje zdravje. Si v tistem času aktivno trenirala ali si malo manj trenirala, kako je takrat potekal tvoj, bom rekel, atletski staž? V bistvu tako kot v srednji šoli, ne, sej športniki se navadimo nekako organizirati čas in vedno najdeš potem neko prosto minuto. Če si začel s predavanjem z vajami, ne vem, ob 10, si potem zjutraj probal nekaj narediti, ne. Tako da ta nek vzorec treniranja in disciplina ti itak že pride iz srednje šole, potem pa to samo v bistvu neguješ, nadgrajuješ in izboljšaš. Drugače pa nisem tako, jaz nikoli nisem bila nek profesionalec, ne, jaz sem, če zdaj tako rečem, jaz sem amaterski ljubitelj atletike. Jaz treniram tako, kakor mi dopušča čas in tako je bilo zmeraj, ne, se pravi, če je bilo malo več obremenitev na faksu, da sem se mogla skoncentrirati, da sem imela terenske vaje, pač je bilo treba to podrediti, ne. Ampak glih najboljši rezultat, no, in to tudi je ta Ostrava, kjer sem tekla 800 metrov za reprezentanco. Jaz se prej nisem neki baš pripravljala, ker sem imela obvezne vaje na Komni. Potem sem s Komne, z botaničnega terena, prišla v Ostravo in sem tekla osebni rekord, ne. Tako da ponavadi bi lahko rekla, da bolj, ko odklopiš neko miselnost, boljš boš tekel. 800 metrov, potem na 800 metrov nisi več napredovala, si raje šla na daljše razdalje, je bil to pa čisto nek organski prehod, to si imela v planu? Ne, vsako leto je bila neka daljša disciplina, ne. Ja, pač 800 je kar težka disciplina, no. Mislim, vsi za vsako disciplino vemo, da je težka, so neki posebni načrti treninga, ampak ja, pač potem pa dejansko vidiš, da je mogoče malo boljš trpeti dalj časa, kakor da hitro trpiš. Tako da, ja, zdaj podaljšujemo in to podaljševanje kilometraže se zdaj nadaljuje. 800, ja, deva, ti poznaš to zdaj, z prve roke, z prve noge, 800, 1500, 3000, 800 je res 2 kroga dolga bolečina pravzaprav, ne, pri 1500 moraš biti že malo bolj taktičen. Kako bi ti, recimo, pisala razliki med tema 2 disciplinama? Ja, na 800 moraš kar skositi na gas, no, pač na 400
prideš, potem pa, ko misliš, da že peče fajn, je od 400 do 600 bilo zmer meni najhujš in sem tam tudi zmer najbolj popustila, ampak tam si moraš to glavo, sej sem še en krog. In pa prideš, ja, 1500, ko je pa, če zdaj povzamem malo očeta, a ne, se zaženeš, jadraš, uživaš in potem prideš v cilj in malo še pošprintaš. To si pa tako lepo povedala, no, da bi lahko napisala čestitko Ingebrigtsen za novo leto. Tartaš, pa jadraš, a ja, ti si na olimpijskih bil četrti, sorry. Ne, tebi, napačen mu sem poslala. Mislim, čeprav danes gleda tudi 1500 metrov, Bog pomagi, zelo hitro je vse postalo in pri moških in pri ženskah. Zdaj, če pri moških ne tečeš po 3 minute pa pol, te sploh več nobeden ne porajta. Kaj pri ženskah? Spremljaš še recimo srednje proge? Ja, no, mislim, manj kot sem, ampak vem, da punce kar palijo, šopajo 100 na uro, no, tako da... Zdaj 4:0 ni več taka magična meja, zdaj 3:50 magična meja, ali kako, mislim, noro, res Ja. hitro je vse postalo. Ja. No, vse je hitro, sej recimo tudi jaz, ki zdaj treniram, ne, pa imam včasih malo hitrej, pol malo v glavi računaš, pa to ni res, to sem jaz ure pa pol pretekle, pa mi ni bilo nič, zdaj pa ko mi tlele tole 200, tako hitro obrnem. Tako da pol vidiš, da dejansko so neke hitrosti, ki so včasih nepojemljive, ne, kako hitro to dejansko morajo atleti obračati, da dosežejo tisto, potem pa kakšen kavčar reče, sej sploh, kva pa je to, kva pa je to? Kaj je to, kaj se je cjazo tlele, res, no, tako da res, marsikdo ne ve, kaj dejansko so atleti, kaj morajo vse narediti, da dosežejo ta rezultat. No. Noro, res je noro. Si kdaj šla na kakšno testiranje, recimo, tako je danes popularno, da bi videla analizo mišičnih vlaken, pa kakšne biokemijske preiskave, da bi na ta način ugotavljala svoje, bomo rekel, tekaške predispozicije? A to sem na začetku, čisto na začetku, ko smo glih imeli to tranzicijo, sem šla 2-krat, se mi zdi, na fakulteto za šport, drugače pa vsako leto, če si kategoriziran športnik, ti pripada zdravniški pregled, no, tega se najbolj veseliš lahko, ne, da ti dajo tisto masko gor, pa malo povadiš, potečeš, pa da vidiš, koliko je tvoj VO2max, ne. Koliko je tvoj VO2max? Zdaj, če verjamemo moji uri, 60 oziroma 59. Mislim. Zdaj, tisti, ki ne vejo, da jim razložiti, ti kot biolog, da jim razložiš, da običajen smrtnik, ne, če doseže več kot 40, je že super, ne, ti imaš 60. Daj ti povej, kaj pomeni 60. Ja, da dobro dihaš. Ste slišali? Tako da vzemite Garmina, kupite tazga, ki pokaže več, pa je to 60. No, koliko so pa te ure, ne, tako reči, no, ti si poznavalka zdaj tega. Koliko je pa ura točno, glede na to, kaj ti tam izmerijo z dejansko masko na obrazu, pa izdihanim CO2 in tako naprej. Ja, zdaj te ure so čedalje bolj se razvijajo, tako da po mojem je kar zavrjatno. Mislim, ni glih nekega večjega odstopanja, sicer jaz, če sem čisto iskrena, nisem glih najbolj tehničen človek, to s temi urami komu drugemu prepustim, da me izobraz, jaz sem, ok, a to tudi da ta ura, ja, fino, a to tudi da, ja, super, kaj pa to dejansko pomeni? Ok, prav. Tako da jaz pač pažem, da imam puls, pa koliko je štoprca, to je zame čisto dost, kaj več pa se drugi s tem ukvarjajo. Ti bi lahko imela uro z leta 1999, ja, imaš pa uro z leta 2024, kateri Garmin ti zdaj greje roko? Zdaj mi ga imam Forerunner 265. Evo ga, Forerunner. Tako da, spoštovana publika, tehnično podkovani, napišite v komentar, kakšno posebnost, kakšno funkcionalnost, ki jo z Bredo še ne poznava, zato da ne bo pač ura tekla v nemar. Mislim, kaj meni na uri, pa imam, rekel, kitajsko uro, je všeč, recimo, kakšni višinci, ki jih računa, recimo, če greš v kakšen hrib, to je super, pa kakšno spanje morda tudi, pa to, da ti reče 3 ure po maratonu, da že predolgo sediš, to mi zbrazmer. Ja, ta je najboljša. Vaša regeneracija se je končala. Pripravljeni ste na novo aktivnost. To je najboljša zmerja. Nikoli mi ne bo jasno, ja, da smo s kolegi, ki imajo Garmine, odtekali kakšnih 20-kilometrski tek, pa je njim potem na uri napisalo neproduktivno. Ampak to so skrivnosti Garmina, koliko kilometrov imaš letos, recimo, na uri in v nogah, Breda?
Čisto iskreno, jaz se s tem res ne ukvarjam, jaz se ne obremenjujem, tako da ne znam povedati tega. Tudi oceniti ne znaš, mislim, tako čez palec, ja, če bi te vprašal. Več kot nič, pa manj kot, ne vem, 10 tisoč. tisoč, ja, v redu. Okay. No, v enem intervjuju enkrat si rekla, da imaš 6 do 8 treningov na teden, koliko jih imaš recimo zdaj? Ko... Ja, se ni nič kaj spremenilo. 6, 5 do 6, ponavadi je en dan fraj. Aha, kateri dan si vzameš fraj, recimo soboto, nedeljo, petek? Ne, ponavadi sem najbolj ucrkjena v petek, ko je vsega konc. Tako da v petkih so tisti dnevi za relax. Potem pa sobota je ali tekma ali pa naporen trening, ne? Tako da takrat, ko imaš čas, to narediš. Danes si že tekla? Danes sem, ja. In kaj si odtekla, draga Vreda? Evo. Tako malo easy, 30 minut, puls 135, 145. No, ok, zdaj pa vse ful zanima, ne? Da tečeš na petko v 18 minutah, pa polovičko uri 26. Ja, kako izgleda recimo tvoj treninški teden, v katerem bi se pripravljala za recimo kjer od teh daljinskih disciplin, čisto tako malo riši, da bodo tudi najni gledalci in poslušalke videli, kaj Ivan Škedelj napiše svojih hčeri, recimo, da jo pripravi na kakšno težko tekmo. Ja, ponavadi, se pravi, če v soboto tekmo, recimo, ne, da tako da naredimo. V ponedeljek naredim kaj za moč, potem pa v torek imam ta glavni trening, ki je ponavadi lahko ali neka piramidica, recimo zdaj zadnja tekma bi recimo 5 kilometrov. Sem se pripravila tako, da sem imela enkrat jurja, malo pavze, 2x500, malo pavze, 5x 200, nek približen ritem tekme, recimo, da 40 tako obračaš za 24, ne, 1,24, to je ritem tam 3,30. Potem pa v bistvu malo spuščamo sreda, malo 8 km za 54, recimo, pa v četrtkih imam jogo, da se malo sprostiš. In pa v bistvu je samo še nek nadražaj, 20 minut, pa malo hitrejš zadnji kilometr, da se malo navadiš na tekmo. Nič kaj tako. Nič posebenega. Nič posebenega. Kaj pa v bazi, recimo, ko delaš malo daljše kilometraže, narediš tudi kakšen daljši tek, pa 20 km, pa tako naprej? Ja, jaz sem v tem kar nova, no. Pač letos sta bila 2 polmaratona, ta Narkoton, pa se pravi, tle, ko sem tekla osebnega v Ljubljani. Tako da jaz nimam veliko kilometrov, glede na to, če bi primerjali, ne vem, s kakšno Anjo Fink ali pa zdaj, ki že v enem tednu obrnejo skoraj 150 km, jaz nimam tega. Jaz sem zdaj v tej sezoni maksimalno glih 20 km pretekla, drugače pa so bile te moje daljše distance od 12-16 km, to je bil moj maks. Zdaj bomo pa povečevala, ne? Zdaj pa je trener videl, da smo kar dobro tekli tole 21, tako in da mogoče bi šli malo na daljše proge, tako da bo treba pojačati to kilometražo. Ne bo ti ušlo, draga Vreda, tudi to ne, ja, tvoja maratonska kariera se odpira. Jaz zdaj, mislim, življenje po 30. zmer prinese nove izzive, te bo prinesel malo daljše teke, sicer pa, ne vem, povej mi, kdo si predstavlja pripravljace na 5 km, to so igrarije, pa čeprav niso, ne, ogromno veliko stvari moraš delati, da natreniraš tudi hitrost, pa hitrostno vzdržljivost in tako naprej. Pri maratonu ogromno kilometrov narediš tja v nemar, pa ne morem reči, da je v nemar, ampak počasnih. Mislim, ta primerjava, ti si vztrajala dolg časa, morda dlje kot kakšna druga atletinja na teh 3 pa 5 pa morda 10 km, ker ti je tako ustrezalo, ker nisi imela želje po nekih distancah daljših. Ja, pač jaz sem se malo bala. Recimo prva taka daljša tekma je bilo v okviru tega teki Dolenjske, je bil en tek ob Kolpi, ki je bil 12 ali 14 km in tisto je bilo že meni, kako mi je to, do 7 km, pa kako. Tako da je bil v bistvu kar dolg časa ta nek strah, ali sem jaz sploh sposobna malo več kot 10 preteči, ne? Zato sem tudi toliko časa vztrajala tle, ampak dejansko, ko pa v bistvu zdaj malo treniraš te distance, pa vidiš, pa je to 12 km, se to 1 urca pa narediš 12, ne? Tako da v bistvu moraš, se mi zdi, dozoreti malo v glavi, malo mora narediti ta preskok,
da v bistvu lahko tudi dlje tečeš. No, lepo. Evo, nekaj si že kaže, brisi si že kažejo. Stvar me še zanima, no, z tvojih steznih, pa krajših pa krajših razdalj. No, dobro, se pred maratonom, pred polmaratonom si tudi nervozen, ampak se pravim, tam imaš bistveno več časa za vse tvoje taktike izpeljati, ne vem, na nekem stadionskem, 3000-metrskem izzivu. Kako si se ti spopadala s temi, recimo, psihičnimi, mentalnimi pritiski, pa s tremo pred štartom, pa s pričakovanji, pa s tem in onem? Ja, v bistvu na začetku, ko še nisi imel nekih rezultatov, ko greš prvič, recimo, sploh se z ničemer ne obremenjuješ, ne. Ko dejansko veš, koliko bi lahko tekel, koliko si pripravljen, se pa začnejo potem neke ovire v glavi postavljati. In kaj je bil zame v bistvu najboljši, kako bi se rekla, sprostitveni dejavnik pred tekmo, je bilo to, da v prijavnici pogledaš vse punce in vidiš, da so ful vse v stresu. In potem rečeš, pa dobro, pa če je ono tam v stresu, ki ima 10 sekund boljši rezultat, se jaz nimam kaj sekirati. In pač pa sem greš. Včasih je to malo bolj pomagalo, včasih pa tudi ne, tako da potem pa moraš malo analizirati, kaj je bilo narobe, zakaj si dal tak težek kruzek na glavo, no. Ampak drugače pa probaš. Jaz sem si to najbolj tako pomagala, no, da pogledaš, koliko so ostale bolj v stresu kot ti. In se s tem sprostiš, in potem ne rabiš nobenega psihologa, da ti še peče na uho, kaj moraš narediti, pa kjer tehnike sproščanja, moraš uporabljati pa dihalne. Pa tako. A si tukaj tazga, kdaj praktizirala, nisi? Ja, bi se umirjala, vizualizirala prihod v cilj ali pa ne vem. Ne, mislim, bi mogla, ampak ne, raj ne. Bolj, ker če to že enkrat kao podoživiš, ne bo isto, kakor na tekmi in dajmo se presenetiti, kaj tekma ponudi, no. Prav. Mogoče kakšna tekma na stezi, poleg te, ki si že omenila, ki ti je še ostala v spominu, kakšen dogodek, prigoda, kakšen, bom rekel, kakšen skalp, ki si ga vzela, ali pa kakšna napaka, ki si naredila, pa ti še zdaj žal. Ja, ne, tukaj, ko sem bila v bistvu državna prvakinja na 1500, je bila glavna favoritinja Patricija Plazer. In je, v bistvu bile sem 3 tekmovalke, ampak dobro, ni važno. In pač Patricija je itak bila zelo dobra atletinja, in je bilo pač za pričakovati, da bo zmagala. Potem sem jo pa jaz v zadnjem šprintu potem nekako prehitela. V bistvu me spomini na vse te atletske steze, na te tekme na atletski stezi, v bistvu je bilo zmeraj tako, da ali sem jaz zmeraj prva začela, pa so šle za mano, ali je bilo pa tako, da jaz po naravi, tisti, ki ste z mano že tekli, lahko veste, da jaz diham kot konj, ne. Tudi takrat, ko mi ni nič, jaz tako to je lahko zelo dobra prevara za tiste, ki mislijo, da jaz crkujem, ampak v bistvu ne. Pač jaz sem tako diham. No, in ponavadi je bilo tako, da na 800 metrov, v glavnem, da recimo na 600 metrov sem že dihala kot konj in pač so se punce vprašale, kaj je to, kdo bo tla bo rešilec mogel zdaj priti. Ampak potem sem jih pa jaz v tistih 200 metrih šprintala. To so te take dobre spomini, no. To je zdaj dobro vedeti. To je dobro vedeti tudi na maratonu, ko bo šla maraton laufat, ko bo nekdo na pol umiral tam zadnji, pol veste, da pridaja Breda Škedel in da vas bo prehitela. Nimate šans. To je moglo dobro slišati, ampak to je pač naravno, pač tako dihaš, pač daš vse od sebe, ali kako, pač to ti je pač prirojeno. S tem se niso ukvarjala, da tega ne bi počela, hočem reči. Ja, mislim, to je pač meni nezavedno, pač jaz tako diham, no, ampak zelo na glas. Dobro. Monika Seles je jamrala, ker je tisti prvih tela, pa je zmagovala tudi ob tem. Tako da to ni nič tazga. Bravo. Tudi, okay, jaz sem tudi znan potem, posebej v kakšnih tekih v klanec, ja, da pač hropem kot rekel astmatik na zadnji poti. Ampak ja, no ne, tudi to je taktika, da nasprotnike pač prevaraš na stezi. Kaj ti je najljubša disciplina še vedno, ne vem, 1500, 3000, 5000, 10 000, če bi te primerjala, pa če bi mogla zdaj izbrati, kaj bi šla vteč najprej? Ne vem, po mojem 5 kilometrov. To je super stvar, 12 krogov pa pol, ja, začneš tam te ne vidijo vsi sred kroga, ja. potem pa 10 000, 15 krogov, to pa... To je pa že malo mentalno, ampak, da se prepraviš, ampak
Letos sem tudi drugače, že ker sem imela tempo teke, pa sem jih delala v bistvu na stezi in sem jih delala 8 km. Tako da si se pol malo navadil tudi teh krogov in tudi če malo vadiš, ti tudi teh 25 pol ni več tak problem. No. Je pa res, da priporočam, da je takrat vsaj kdo še na stadionu. Da pač, da nisi sam na stadionu, ko potem res trpiš. Če pa Hočeš reči na stezi ali ob stezi ali oboje? kjerkoli, tudi če tam fuzbal brcajo, da je nekdo še zraven. Sem preizkusil, ja, amatersko tekmovanje na 25 krogov, pa lahko rečem, da na žalost nisem pozabil nikoli, v katerem krogu sem in ne vem, ali bil 13 ali bil 17, ko se mi je življenje dokončno zagnusilo. Ja, pri 23 je bilo vse v redu in sem res rekel, začel občudovati tekače, ki so sposobni odmisliti, bom rekel, to kroženje. Zdaj, če primerjajo pa stadionske kroge, pa tek na prostem, recimo v Kranju, evo, državno na 5. oktobra. Tisti je bilo pa lušno, ne pa še kakšen klanček so dali vmes, pa vse je bilo pa čisto drugače. Ja, je bilo zelo zanimivo štartati na stadionu, ampak potem pa je. Mislim, meni je bil všeč ta tek, no. Bi mi bil še bolj, če ne bi bilo teh klančkov, ampak ja, pač ne zbiramo te poti, tudi to mora biti. Nažalost, tam okrog kranjskega stadiona so super potke, ampak kaj, ko je blizu tudi kanjon Kokre in ta potegne to traso, pa ti asfaltni poti dol, pa potem nazaj gor. Kako si se tam na to pripravljala, recimo, ne, tle je bila pa res smetana slovenske cestne in še kakšne druge stadionske atletike, vse dolgoprogašice ste bile tam praktično, razen Anje Fink, recimo, pa ne Kršinar, ki tek malo se že umaknila z te scene. Ne, tam so bile res vse, ja. Nič posebnega, no, v bistvu standardni, približno tako, kot sem že prej opisala. V bistvu je bila to malo priprava že na Ljubljanski maraton, da smo malo testirali, koliko sem dejansko hitra, pa da probam čim bolj teči, no. Drugače pa nič posebnega, no, v glavnem sem delala 400 na stadionu, več ponovitev in je to. Zdaj, ko si bila tam med temi puncami, ok, si jih malo precenila, si se že prej umestila, kam bi rada se plasirala na cilju, ali si rekla, gremo na vse ali nič, kako si to dojela? Seveda, jaz sem imela v glavi, da bom v bistvu zajec Klari Loken, ampak pač ni šlo. Ne, pač jaz, Klara Loken, Liza Šajn, to so razred zase. Tudi Urške Martinec ni bilo na tej teki, ona je tudi kar v redu tekačica. Jaz pač vidim, kdo je, recimo, in pol že mogoče malo kalkuliraš, kje bi lahko bil. Recimo zdaj je pač klub, so tekačice iz kluba, Kim Ameršek, ima nek podoben rezultat. Tako da, če ona drži nek ritem, pa moram jaz sem tam nekje, no, pa dajmo njo zagrabiti, ne. Tako da, ja, če je ona na štartu, potem vem, da sem tam nekje. Da si tam nekje. No, ja, zdaj meni je všeč, da je konkurenca, posebej pri ženskah, tako močna, no, da je toliko tekačic, ki se zdaj že, da ni več samoumevno, da ena pride pa da bo zmagala, da drugi dihajo za ovratnik. Zdaj, ni mi pa jasno, zakaj, recimo, ti si v Radencih kar nekajkrat zmagala, pa imaš boljši čas v bistvu, ampak zdaj pod osebni rekord tipa na Atletski zvezi oziroma na Mednarodni atletski zvezi pišejo čas iz Kranja, zato ker je bila certificirana proga po Radencih, morda ni na 5 km, ni mi jasno, zakaj. Ja, niso prijavili, ne. Tako da prijavite Radenci tek, ne. Marko Pinterič, če tole poslušaš in gledaš, tam bi imel državni rekord na 5 pri ženskah, lahko pa še pri moških, pa še kaj osebnih rekordov cel kup priznanih, pa evo, naslednje leto še je čas, da to naredite. Kolikokrat si zmagala v Radencih? Velikokrat. Tja rada pridem. Na začetku, prvič sem bila v Radencih, ko je bil še Veveričkin tek. Tam nisem nikoli zmagala, ampak ja, mislim, da že imam zdaj vsaj 8 zmag, no, tako da 8x8, veliko. Na začetku sva bile borbe s Katjo Vrdjuka, domačinko, zdaj se mi zdi, da sem pa tudi jaz že tam malo domačin, tako da ja, rada grem drugače v Radence, tam je lepo. To moraš še enkrat povedati, pa daj napismeno, ker vse ostale tekače, ki tečejo na daljših razdaljah, ne pa vprašaš, kako je v Radencih, rečejo, fajn je v Radencih, ampak peklensko vroče, ampak Ja, ti boš se je, rekla, vroče pa je.
Ampak če greš na 5 km, je pa super, ali kako praviš. Ja, kaj hitro mine. Na 10 je pa že mal, je pa že kar trpljenje lahko. Saj sem samo enkrat na 10 tekla, ampak je bilo res moče. Petka praviš. Ne? No, radenci petka, to se moramo preizkusiti naslednje leto, ampak kdor pride po 20, dam za pivo. Ja, ti si šla vedno pod 20 menda, ali kako, se nisem šel gledati. Ne, prvič, ko sem bila četrta, je bilo nekaj čez 20, potem pa ja, se vrtim tam okoli 18 do 19 in še malo. No, še ena zanimiva stvar, ki imaš tudi iz Ljubljane, sem prav pogledal, tam imaš pa desetko in tam tvoji časi so skoraj identični. 39 minut odtečeš in rečeš kljukca in gremo naprej. In to Ja. delaš že, ne vem, 6-7 let zapored. Ampak na začetku sem bila skoraj četrta, zdaj so pa tako dobri rezultati, da bi bil pa skoraj že 20. Ne? Tako da je konkurenca v Ljubljanskem maratonu tudi na vseh progah vsako leto hujša. Pa sta trenerjem kdaj potem planirala naslednjo sezono, bo šla pa minuto hitreje, pa to mora več narediti, ali si v bistvu šla pač običajno naprej. Ja, jaz sem znala potem, da svoje rekorde ponavadi popravljam za sekundo, a ne, tako da ja, zakaj bi za 5 sekund, če lahko za eno, ne? Lahko Tako večkrat, da ja, tako. Ja. ne, mislim, vsako leto je neka želja, da si boljši, ampak sploh zdaj, ko sem v službi, ne, zdaj 2018 sem jaz redno zaposlena, je to malo podvrženo tudi tem, kako se ti počutiš, kako je s stresom v šoli, a ne, ker ponovadi se takrat, kadar so pomembne tekme, je tudi v šoli nek boomer in vpliva na to, kako boš tekel, tako da v bistvu veš, da si ohraniš neko konstanto pripravljenosti in potem od dnevne forme je pa odvisno, ali boš tekel 38, 59 ali boš tekel 39, nič 2. In upaš, da je pod 39, ne? To je to. Mislim, to je to. Nisi pa nikoli rekla, ok, zdaj se bom pa tej atletiki posvetila pa bolj, zdaj bom pa začela študirati še prehrano, pa masaže, pa še vse ostalo, ker želim pa v enem letu dati minuto dol. Ne? No, to je pa zdaj za letošnji plan, ne? Letošnji plan je pa tak, da je oči brskal in je videl, da je letos prvo evropsko prvenstvo za amaterje v Bruslju in Luvnu. In valjda, ne, grem jaz zdaj tja. Bravo, 12. 13. aprila, super izbira, super. Zdaj greš na katero razdaljo, greš desetko? 21. Tako da cilj je ta, da v bistvu izboljšam ljubljanski maratonski rezultat, hkrati se grem pa še malo turizma. To, kar je zdaj moderno. Res je. Joj, jaz sem gledal ta maraton, še celo mislil sem peljati skupino tja, res tudi proga maratonska izpeljana iz Bruslja v Ljuven, pa tam okrog tistih gradov, no pol se ni izšlo, ampak evo, zdaj sem vesel, ja, da bom pa lahko nadaljeval spremljal tvoje dosežke. Dobra izbira. Res, bravo. Bravo, Breda, evo, Evropsko prvenstvo za vsakogar, tako če še niste prijavljeni, pa bi šli radi enkrat na Evropsko prvenstvo, lahko tudi amaterji, navadni rekreativci se prijavijo tja in skupaj z, rekel, atleti, za atleti se poženejo na isto progo. Ja. To je nov format Evropske svetovne atletike, ki, ja, bomo videli, se bo prijel, najbrž se bo. Zdaj, nekaj drugega me zanima, ne? In ko sem govoril s tvojo kolegico iz Trojk, ja, tudi že državno prvakinjo v maratonu, ja, sem je rekel, da je ne da kakšno vprašanje, ne, za tebe. Ne? Si ne dala vprašanje, jaz sem ne dala vprašanje, ampak ga bom dal malo kasneje. Zdaj me predvsem zanima, ja, rekla si, podaljšvala si razdalje, bala si teh razdalj, ampak leto 2014 je bilo pa tisto, da si rekla, pol maraton je tisto, kar moram preizkusiti, ali kaj? Ja, to so mi tako že vsak toliko časa, tudi na stadionu, kakšen se pogovarja, pa ti reče, Breda, ti moraš podaljšati to. In pač pol pa ti pride, ne? Mislim, pride ta čas, ko rečeš, pa dajmo, ali je res to tako težko, ali je fajn, ko eni pravijo, pa če eni lahko to preteče, zakaj jaz ne, mi pa greš, no. Tako da je bil očitno čas tudi zame. Ok, to niso bili Radenci letos, ampak je bil Markoton malo prej tam okrog Ptujskega jezera. Kako to? Zato, ker je ravnina. Tukaj je ravnina in si rekla, tja grem provat, pa tam, tudi če bo sramota, me noben ne pozna, jih toliko, v Radencih me vsi pozna, ne, hecam se. Ja, ne, zdaj.
Ne, pa tam je bilo fajn, ampak edino to je bil problem. Imela sem tak nek spodoben ritem, začem se zmenila tam 40, 24, da vidva nekaj prvič greš. In je bila do okoli 8 kilometra, sem stekla z enimi fanti in je bil tak full fajn ritem. Potem so šli pa vsi na krajšo razdaljo, jaz sem pa sama ostala in potem, to je bilo pa od 16 km, ker do 16 km sem jaz že nekako vadila, si imel v nogah, ampak tiste 4 km oziroma 5 km še pa kar, kje smo zdaj, kje je zdaj ta cilj? Tako da tam je bilo pa težko in bi bilo full fajn, če bi bil še kdo pred mano, da bi me malo vlekel. Sicer pa ja, velja povedati, da si pač zmagala, ja, si se kdaj ozrla čez ramo, če kakšna punca kje prihaja. Po mojih zelo zgodnjih izkušnjah to ni fajn gledati, tako da raj ne gledam. Pač, Samo greš, pa če če vkira grem mimo, pa prehropla gre mimo pač tebe, mimo. ne bo, ne bo, Ja. ne bo. Kako si se počutila ob zmagi? S svojim prvim nastopom na polovički pa že kar zmaga. Fajn je bilo, imela sem tlele razjeden na stegnih, malo me je užulilo, tako da smo se naučili, da je treba imeti kremco s sabo, da si namažeš stegna. Male skrivnosti velikih mojstrov, maratonov, tako, ja, posebej tisti, ki se nam pajsajo stegna. In zdaj je rekla potem Andreja Gorčan, a ne, sem ti rekla, da si za dolge proge, kaj ti je nekaj sigurnost dobila, ali pa od vseh ostalih tam zunaj so ti rekli, a smo ti rekli, predolg si čakala. Ne vem, če ni Andreja celo rekla, a zdaj si šla pa še na dolge ali nekaj v tem smislu. Ja, ne, Andreja je itak zakon, ona je legenda. To, ko gremo na tek trojk, to se sem režiš tem tem res. Kje ste se najdli, eno prek Murke, Tjaša, Andreja, pa ti, da ste že kar nekaj let kokoške na begu? Ja, ne, Andreja me je povabila, medve so vsake toliko časa se na kakšni tej tekmi vidva. In potem sem rekla, ja, take zadeve so meni tako zmeraj všeč. Je malo drugač, malo povezovanja. Tako, ni tako tekmovalno, vse ni tekmovalno, ampak ni tako, sem na breme na eni osebi, ampak se tako lepo enakomerno razporedi. Tako da sem itak bila takoj za, ne, za take zadeve sem pred za. No in potem itak, ko pa tečeš, pa ta Andreja in Tjaša, obe dve sta legende, ki se začnejo po tisto njuna govorica, ki itak noben ne razume. Tako da jaz sem včasih rabila prevod, prosim. Tako da je zmer zabavno z njima teči. No, tek trojk je nekaj posebenega, ne? Ker, ok, vse ste najbrž podobno pripravljeni, ampak zmerma kakšne težave, kakšna je boljša, kako to uskladite, da ni, kako se zmenite naprej, recimo, ne vem, če bo kje razvilo, boste ostali dve, jo spodbujali, jo boste tepli, jo boste motivirali na kakšen drug način, prvezali na štrik, pa vlekli v klanec. Ne, ponavadi se kar sem tako z besedami spodbujamo, potem pa recimo, jaz, čak, ne morem več, ne morem več, ne morem več. Potem dajmo, Andreja, dajmo, ali pa dajmo, Tjaža, dajmo. Se zasliš, drugače pa ne, pač vse vemo, da zmer je treba, da si najmočnejši, tako kot najšibkejši člen, in če smo se bodrimo, potem bomo tudi prišli do teh rezultatov. No, in zmage, koliko zmag imate zdaj v Ljubljani? Jaz sem s kokoškami bila letos drugo leto, Andreja pa Tjaša so bile pa že prej, tako da jaz imam s to ekipo eno zmago, pa lani smo bile tretje, mislim letos tretje. Tjaša pa Andreja imata pa vsaka svoj pokal, tako da one so trikrat zmagale, pa letos so bile tretje. V letu 25, ja, zdaj smo že v letu 25, boste spet letos nastopile kokoške? Ja, mislim, tak je plan, to smo se zmenile, zdaj pa bomo videli, kako bo. Naslednje vprašanje je seveda, ali letos pa na ta dolgi, ali kaj? Po mojem mnenju. Zakaj kokoške na begu, kdo se je to spomnil? Simpatično ime. Andreja. Pozabil sem jo vprašati, ko sem imela podcast, kako se to reče, po prekmursko, najbrž. Zanimivo, ja, to si ti že gotovo slišala, pa, ja, pa imaš nekaj v možganih. Super je, no, da dekleta, ja, poganjate tudi v to tekaško rekreacijo, da vas je toliko, kako ti gledaš, recimo, zdaj si že v tem športu kar nekaj časa, bi rekla, da se več deklet in žena ukvarja s tekom, jih je aktivnih, kot jih je bilo leta nazaj, ali kako? Ja, zdaj to je itak biznis, ne.
Je, vse to je lepo videti, da dekleta in punce migajo. Je pa tudi, recimo, jaz zdaj že dolgo časa nisem bila na DM teku v Ljubljani, sem bila na začetkih. In zdaj, če primerjaš tisto sliko na štartu, ko sem jaz tekmovala, pa zdaj to je čist drug svet. Ne. Tako da je fino videti, no, da se ukvarjajo punce s tem. Ja. So pa se mi zdi tako rekreativno gledano, manj tekmovalne kot fantje. Fantje so Se ti bolj. zdi? Ja, mislim, fantje so definitivno bolj, ampak se mi zdi, da, no, saj jaz to opažam, bom rekel, v svojem lokalnem okolju vedno več deklet, ki se ukvarja s tekom, pa strel tekom, pa tako naprej. Pa ene izgledajo precej bolj zagrizene kot tiste, ki sem jih srečal 20 let nazaj, če sem katero srečal. Ne vem, kakšen imaš pa ti občutek, vendarle tudi trenira, bom rekel, ne samo teče vedno več deklet in jim pomenijo rezultati nekaj. Ja, sej to je, vedno več jih je, ja, in tudi se mi zdi, da imajo te sistematične treninge, ki pač vodijo do nekih rezultatov, ne. Tako da, mislim, recimo ena izmed, to, kar spremljam recimo prek Facebooka, ena moja, ki smo skupaj tekmovali, Ana Vrečar, ima zdaj uspešno tekaško skupino, Pod teče Šmarno goro, ja, ne. tako. In tam, ko vidiš, tam tudi bi si človek mislil, ti, ki so navadni smrtniki, morajo kar orang delati, ne. Tako da, ja, gre vse v to, da v bistvu razvijamo tekaški narod. Se je prav tega. Glede na to, da je tvoj oče trener, imaš ti tudi kakšne take ambicije v prihodnosti, da boš imela svojo tekaško skupino ali pa atletski klub celo? Ne, to pa imam jaz tlele mal, ali bi rekli poklicna deformacija ali kaj takega. V glavnem, jaz to rada delam zase, da bi pa lahko drugim prodajala to znanje oziroma jih učila, se pa ne čutim dovolj kompetentna, zaradi tega, ker res nisem iz tega foha. Jaz sem biolog, čeprav vem, da bi marsikaj lahko tudi kakšen trening napisala, ampak si mislim, moji vrstniki in vsi moji zamamci, ki so prišli, ki so študirali, zakaj bi njim odžirala delo, če so oni za to tam. Tako ja, vi na DIF-u trenirate, študirate treniranje, jaz bom pa povedala, kaj delate narobe, ne hecam se. Kot biologinja mi povej, a poznaš človeško telo mogoče malo bolje kot običajni smrtnik oziroma drugače rečeno, znaš prepoznati tudi pri sebi kakšne stvari oziroma delovanje telesa na drugačen način, kot bi ga kdo, ki te stvari ni bil toliko posvečen. To je spet dobro vprašanje, ne? Ker vsakič, ko komu rečeš, da si biolog, potem mislijo, aha, ti veš pa vse o človeku, vse o glivah, vse o bakterijah, vse. Pač jaz imam zelo širok spekter, kaj vem, je pa res, da ne vem čisto vsega. Pač recimo vem, ko imam, če me slučajno kakšen krt zagrab, vem, katera mišica me boli, pa zakaj me boli, pa to. Pa recimo mogoče bi vedela čisto teoretično, kaj je razlika med hitrimi, počasnimi vlakni, da bi pa na sebi kaj tako eksperimentirala, tega pa ne, tega ne naredim. Tako da je res tudi, spet, če se vrnem malo na moje maturante, v moji maturitetni skupini so tudi ene dijakinje, ki so tudi trenirajo atletiko in celo v recimo Kronosu. In me potem začnejo nekaj od treninga spraševati, se reka, sej, je to je čisto. Mislim, razumem, kaj me sprašuješ, ampak ne vem čisto vsega. Ne vem, posvetuj se malo s trenerjem še. Zelo lepo. Mislim, zelo zanimivo. No, hočeš reči, da je kar nekaj tekačic rekel, med dijakinjami tam, ki te prepoznajo, tudi ki jih ti prepoznaš, ki se v teku tudi kdaj kakšno rečete po pouku, ob pouku. Ponavadi je bilo zdaj, to je bilo veliko recimo po maratonu, ko so tekle moje dijakinje, pa jih potem tudi, mislim, da jim veliko pomeni, saj meni veliko pomeni, če dijaki vidijo ali zaposleni vidijo, ti si pa ful dobro tekla, čestitam, da jih tudi ti, potem jaz sem preskrolala rezultate, pa da sem pogledala, kje so moje dijake, sem rekla, čestitam, dobro je, ker se mi zdi, da se jim to v bistvu dobro zdi, no, da so opaženi. Drugače pa ni še padla neka taka velika debata o tem recimo treniranju, se pa recimo zdaj z mojimi dijakinjami menimo, ker naša šola recimo zelo podpira tudi šport in v okviru zdrave šole nam šola tudi plača kakšno štartnino, ne, in tako da v bistvu zdaj malo žica moje punce,
da bi se prijavila na DMTek, pa da gremo skupaj, pa da vidijo eno tako spodbudo, Bravo. da se povežemo še tako malo. A vedo, da si zmagovala na DMT-ku? Ja, mislim, Seveda, da to vesele. vse pogooglajo. No. In rečeš, koliko zmag imaš na DMT-ku, mimo grede? Koliko imaš vseh zmag, to imaš kje prešteti, vseh zmag nimaš. Jih je kar nekaj, veliko pokalov imam, zdaj skoraj več ne morem kam dajati, ampak ja, jih je nabralo. Ampak jaz rajš tako rečem, ni pomembna številka, važno je, da se imaš ti fajn, pa da nekaj narediš zase, pa da uživaš v tisti družbi, ki je. Mislim, zmage marsikom, mislim, pomenijo nekaj, ampak zdaj sem jaz od nekih takih letih, ki si mislim, meni najpomembnejše je to, da se družim, pa da se imam fajn, pa da mogoče pozdravim tiste, ki se zmeraj vidimo. Pa da ti tvoji dragi učenci pripravijo kakšne navijaške plakate pred maratonom, je tako. Ja. Tako je to. Letos so to naredili, drži, a so prišli polo po progo, kam navijati? Tako je bilo, ne? Moji fantje so pripravili tak lep plakat, mal navihan plakat, kjer so moje stare slike iz prejšnjih, ko sem imela medalje, se pravi, malo photoshopirali, pa so rekli, ja, kaj ti bo, ali bo, sej bojo Kenici pred tabo, ampak vsem boš dobila medaljo, nekaj v tem smislu, tako da so bile take hecne, spodbudne besede. Drugače pa ja, tudi ob progo, pred 13 kilometrom sem imela, kakor pri kolesarjih, ki piše na tleh Roglič, Pogačar, so meni napisali, dejmo Breda, go Breda, tako da to je tudi neka taka spodbuda, ki jo imaš potem, se ti dobro zdi, no. Prav, kaj pa kolektiv, ki je tam, kar praviš, velik, no, kolektiv ve, da tečeš, oziroma je v kolektivu še kaj sotrpinov, sotrpink, ki tudi kdaj kakšen kilometer naredi? Ja, na naši šoli je kar veliko profesorjev, ki so, oziroma ki tečejo. Profesorica za fiziko, Marjana Benedikt, recimo ima vseh teh narejenih, tako da to je kar dati kapo dol, ne, tako da se je treba malo z izkušenejšimi kolegi malo pogovoriti, če daj kakšen nasvet oziroma namig, kako kaj, kam pa kaj, kjer je dober recimo maraton, kjer se dobro teče, tako da to odzmer dajo, tak input. Če se s takimi legendami pogovarjaš o maratonu, ja, pa zdaj bom pa Andrejino vprašanje izpeljal do konca. Kdaj potem greš na svoj prvi maraton, Breda? To pa mislim, da maraton pa še bo nekaj let treba trenirati pa dati na pauzo. Nekaj let praviš, kar nekaj let si dala še za ta izziv, ali kako? Ja. Dokler praviš, ne spraviš, kaj polovičke pod uro 20, pol boš šli pa na maraton. Malo te provociram, seveda, ampak ja, mislim, maraton je pa doživetje, ja, to pa ni več samo tek, to je pa doživetje, popotovanje, samo spraševanje. Kaj tebi pomeni tek poleg sprostitve zdaj, recimo, ne? Se kdaj tudi pomeniš sama sabo, pa rešiš kakšen problem ali pobegneš od kakšnega problema ali kako? Ja, kakor je dan. Jaz sem imela eno obdobje, ker sem ful z glasbo tekla, zdaj mi pa to recimo več ne ustreza. Sploh recimo, če grem zjutraj, če začnem malo kasneje službo, pa da zjutraj naredim trening, pa če grem recimo v Tivoli, pač pol rajš ptičke poslušam pa to. Drugače pa zelo velikokrat se mi zgodi to, da začnem kakšno vprašanje za kontrolko sestavljati v glavi, ali pa razmišljam, kako je recimo, kaj moram še narediti, ali se pa preprosto čisto odklopim, odvisno od dneva, kaj v bistvu rabim. Takrat, kadar je bolj stresno, težim predvsem k temu, da v bistvu malo sprazniš glavo, pa da o ničemer ne razmišljaš, no, razen o tem, kaj je pred tabo. Ali boš mogel kakšnemu psu se izogniti, preskočiti kaj. Same biološke prepreke, ja. Sama biologija taka in drugačna. Jaz se spomnim, ko me je prvič biološka potreba pognala v gozd, recimo na teku, pa me je potem še večkrat. Se tebi da zgodil kaj tazga, da ti biologija notranjega dela telesa? Ja, in to glih letos, ko sem se pripravljala na te maratone in kaj je bila v bistvu na Ljubljanski maraton, kaj je bila moja v bistvu glavni strah je bil, kaj če bom jaz mogla iti kakati sred, kaj se mi bo tle zdaj zgodilo. To je res težava, no, ampak zmer moraš imeti ropičke s sabo, ne?
To je glavno vodilo, pa če si na deželi, je fino, če koruza raste zraven. V Ljubljani pa to malo težje. Ja, Ljubljana je na Rožniku je kar mal težava, ja, nekakšen golovcu se bi še dal skrita, ne. Če smo že pri tem, mogoče ne tak sončen dan, ki je zdaj, a ne, v teh dneh, v teh sončnih dneh, ki mrgoli povsod ljudi, to je tudi res. Kje najraje tečeš, recimo v Ljubljani, kje pa dol doma na Dolenjskem, kje imaš ljube terene? Ja, tlele v Ljubljani je moj teritorij Šiška, Koseze, Tivoli. Tukaj se vrtim, rada grem in faksa zmer malo potečem. Drugače pa doma, pač po šenternejskih poljih, po Golobinku. Enkrat sem tudi, mislim, v zimskem času tudi imam kakšne vzpone na hrib na Javorovico, gor tečem. Ja, drugače pa veliko oziroma zdaj sem se začela malo posluževati tudi teh skupinskih tekov, ko so daljši teki, ki so pred novomeškim polmaratonom bili ali pa pred ljubljanskom, ki to organizirajo, to se mi kar dopade, ker v bistvu potem te neke daljše kilometre lahko v družbi pretečeš in je prav fajn. Na novomeškega greš, bo šla? Polmaraton, tam je tudi kar težka proga, no. Ko beče tole poslušaš, ja, daj malo zrihti tiste klančke dol ob Krki. Saj vem, sem jih. Ne, saj drugače luštna proga, ampak narediš kakšen višinc več, ja, tam tudi to. Tudi to je res. Greš še kdaj v Šmarješke Toplice, kaj odlaufati, ali pa na kakšen dolenjski tek, nekaj jih je še ostalo? Ja, zdaj v bistvu letos me ni bilo v Šmarjeških, ampak tam je tudi kar lepo, no. Aleš se zmer potrudi, da in njegova ekipa v bistvu, da je tam, da se počutiš kot doma, da kljub temu, da je tudi tam kar težka proga, da ko prideš v cilj, da je pa vse lepš, ker se lahko potem namočiš v bazen, tako da to je fajn. Toplice te rešujejo, Lindič, toplice, ja pa tvoj pač večji nasmešek, ja. Proga pa ni najlažja, tudi to se strinjam. Ja. Luštno je dol na dolenjskih kucljih, premalo zahajam tja, zdaj v Sloveniji ogromno nekih tekaških prireditev, pa trailov pa vsega. Ta tekaški preporod po koroni se zdi, kot da ona je na najvišji točki doslej. Najbrž ti je všeč, ja, da srečuješ tudi ti več ljudi, kot bi jih drugače tam, kje po Ljubljani pa tako naprej. Ja, se kar veliko dogaja. No, mi smo tudi, glede na to, da sem iz Šentjerneja, ki je zelo blizu Zagreba, grem tudi čez mejo rada pogledati, tam je pa tudi fajn, ker je zmer veliko ljudi tudi, pa me imajo kakor za domače. Tudi tam, predvsem te tekme, ki jih organizira Ante Živković, Fit Klub, to so na nivoju in tam imajo kakor za neko elito, te kar nosijo po rokah, tja rada hodim. Ja, to sem videl, ja, in v Zagrebu, in v Karlovcu, in Varaždinu in tako naprej. Slovenci, ki so malo boljši, pa pridejo tja, so imajo že zvezdniški status. Sem si rekel, če bi v Sloveniji, vsaj Slovence, včasih kdaj tako počastili, ki je bilo pa tudi. Ja, recimo tale je zelo dobra. Zdaj sem na dolg nazaj, se pravi na božični tek je bil v Zagrebu, Westgate, Zaprešić, utrka. Tam se prijaviš, si legenda, dobiš top trkač, keder. To ti da že pol neko motivacijo, čeprav nisi glih nek čisto elita, ampak se ti pa fajn zdi. Tako da, ja, lahko bi bilo tudi kaj pri nas kaj takega, ampak se počasi tudi to dogaja, gre v boljšo smer. Zdaj, če omenim predvsem tale ljubljanski maraton, so začeli dela tudi v tej smeri. Delati v tej smeri. Tako, da se tudi prepozna slovenske tekače, ne vem, letos je Primož Kobe tekel 2:18, kar, ja, kakšen kibic pa hejter bo rekel, v svetovnem merilu je to ženski rezultat, ne moški, po drugi strani pa ne znamo ceniti pa dati na utež takega dosežka in kaj za to treba narediti in da to v nekem slovenskem prostoru pomeni izjemno in da ni veliko takih in da bi jih mogli podpirati tudi tekače, ne, z 2:23, 2:25, 2:28, 2:35, to so vse vrhunski rezultati, ki jih potem morda dajemo preveč vnemar ali pa jih premalo cenimo, no. Samo pri Hrvatih se ozreš, pa tudi pri Italijanih ali pa pri Avstrijcih koncev, kjer lokalce
ki niso morda, ki se zmer spomnim ne vem, kakšnega dunajskega maratona, ker tiste njihove tekače, pa čeprav tečejo maraton 2 uri 15, pa 2 uri 20, imajo skozi na tistih kamerah. Pri nas pa se zdi, kot da nismo dovolj ponosni na vas atlete, ne? Tudi na tebe, Breda, konc koncev. Ne? A ne? Ne, sej je, v zraku so spremembe, In ja, in midva, ja, jih tudi, ja, sem malo napovedala. Breda, kakšen je plan za letošnje leto 2025, poleg že tistega, kar so omela, ok, moraš iti na trojke, moraš iti pa na DMT, moraš iti pa v Radence, moraš iti pa v Ljubljano, ma se ima že celo sezono polno, Ja, za to božjo je pa voljo. to, to je pa to. Nič drugega, nimaš nič, še kaj novega, pa še na hrvaške dirke, pa kaj posebnega, Ne. kakšno novo posebno, pa ja, pa v Bruselj greš, za božjo voljo, ja. Ne, imam pa zelo rada bi šla turistično na Novo Zelandijo, tako da če poznaš kakšen tek, ki je tja, Poznam, poznam. potem bi šla tja, no. Sem Kiwi, imajo toliko odličnih tekov, a ne, pa še kakšnega človeka dol morda poznam nadaljavo, tako da lej, na Novo Zelandijo bi šla teč, ni problema. Za koliko Mislim, časa, za en rada bi jo mesec? šla tako pogledati, ampak če sem že tam, je pa lahko pa tudi odtečem. Okay. Če boš en mesec dol, ti zrihtam za vsak vikend 2 tekme, evo, tako, lej. Skoraj da, no, lej, bova na vezi za Novo Zelandijo, vidiš, to je pa destinacija, na katero še mene ni zaneslo, pa me še nekaj časa morda ne bo, ali pač boš povedala, če je res ista, kot Slovenija, pravijo, da je dosti podobna. Potovanja si fenica potovanj še vedno nasploh. Ja, sem. Bolj, ko je oddaljeno, pa bolj je pohodniško, da je aktivno, tam sem jaz. Najbolj eksotična lokacija, na kateri si bila. Islandija? Kaj ti je bilo všeč? Evo, letos potujem na Islandijo, povej mi, kaj priporočaš? Fajn za obleč je treba vzeti tudi polet. Okay. Medve smo šla s kolegico, pa sva spale v avtu, a ne, ko sva krog naredile. In spodaj tam pa Reykjaviku je bilo kar toplo, pa bolj, ko smo šli severno, je pa bilo hladno, tako da dobro se obleči. Drugače pa itak, Islandija je lepa, slapovi, Diamond Beach, ledeniki. Če boš imel čas, vzpon na ledenik, to je top. Hvala. Evo, hvala za napotke, če ne bom kaj vedel, ko bom delal itinerar zase pa za skupino, te bom še povprašal, ja, pa boš dala kakšen nasvet iz prve roke. Islandiji tudi maraton avgusta, evo, tudi to gremo pogledati. 24. Ja, vem. Kaj novega ti lahko povemo od tega? Si še tudi navdušena bralka, kar si bila včasih? Ja, zdaj malo manj berem, ker imam bolj učbenike berem pa te zadeve, no, ampak takrat, kadar pa mi čas dopišča, pa ja, preberem kakšno tako fantazijsko, da se malo odklopim, to me vlada, take zadeve. Si kakšno dobro tekaško knjigo prebrala v zadnjih letih? To ni glih moj teritorij bralni, tako da to ne, nisem, no. V redu je. Sam preveril sem, če se ena tistih tekačic, ki potem navdušeno še prebira tekaške revije, pa knjige, pa vse ve, pa a ne, praviš, da ne rabiš tega. Malo je treba presekati, ne sme biti samo tek. Tako, imaš prav, le tudi jaz se lahko naučim od tebe, morda ja, ki sem v ta tek, morda včasih preveč vpet, ja, pa mi tudi ustreza prebrati kakšno knjigo, ki ima nima s tekom čist nobene zveze. Daj mi povej kakšno dobro knjigo, ki si jo nazadnje prebrala, pa ti pride na misel. Kjerokoli. Mislim, ena mojih ljubših je Vzhodna od Draga, John Steinbeck. Zato, ker je biološka. Zelo podrobno je opisano, katere rože vse cvetijo in potem si to lahko predstavljaš. Zato. Super, če bi te vprašal, tvoja najljubša glasbena skupina, bi pa rekla kaj? Ne vem, če bi rekla glasbena skupina, vse, kar je iz 60-ih, retro muzika. Jaz sem te rekel, da bi se mogel roditi leta 50, pa da bi imel 60 pa 70, kar se tiče glasbe in kulture, in pa bi lahko umrl, kar najbrž bi, a ne, od alkohola pa od drog. Ampak ja, pa filmi so bili takrat dobri, pa knjige, vse je bilo dobro takrat, potem zdaj pa samo še reciklirano se mi zdi. Socialna omrežja, praviš, ne uporabljaš veliko, ali kako, tudi zaradi svoje profesije, ali zaradi tega, ker ti tak ni do tega? Ja, mislim, sam Facebook imam, no. Ko sem bila na faksu, sem imela še neke te Snapchate in te zadeve, ampak ne vem, ne zdi se mi potrebno, da v bistvu sledim, šeram, ker pač za tistim, ki bi rada povedala, povem, pokažem slike, se mi ne zdi potrebno v bistvu to nekaj objavljati.
Tako da se raj izogibam temu, kakor da bi preveč uporabljala. Zelo lepo. Meni je to všeč, no, meni je to glasba za ušesa, ker se mi zdi, da danes smo v svetu, kjer oversharamo vse, a ne, pa ponavadi samo lepe stvari, a ne, in potem svet zgleda, kot da je Barbie film skoraj da, a ne, ja. Tako. Ali pa Instagram, ali pa tako naprej. Se pravi, nimaš Strave, Instagramov in podobnih. Ne. Navla. Nim. Zelo lepo. Kaj potem počneš v prostem času, se bo zdaj vprašal pol gledalcev in poslušalcev, ki scrollajo svoje telefone in besno objavljajo in gledajo in lajkajo in komentirajo? V prostem času rada odkrivam nove zadeve. Recimo, zdaj sem odkrila obrazno jogo ali pa navadno jogo, to je čisto nov svet. Tako da obrazna joga je kar težek trening, moraš se tudi v bistvu posvetiti temu, da dobiš neke vidne rezultate. Tako da to je zanimivo. Pa tukaj se pa zdaj malo križa moj interes profesionalni pa zasebni. Zelo rada berem oziroma se ukvarjam z astrologijo, tako da zdaj je to en tak plan, da si sama naredim to Karto. karto. Zanimivo. Še ena stvar, ki jo boš pol s popoldanskim SP-jem lahko počela. Ja. Pa boš nehala teči. Ja. Tako. Astralne karte, spoštovane, pa ste ga pa nasrkali. Kaj bom še zvedel? Dalj časa traja ta pogovor, več novih stvari. Od Bredi Škedel bom zvedel, mislim, noro, po teku sva o šolstvu. Še nekaj mi povej, si zmer vedela, da boš učiteljica, je to bilo v tebi, je to tvoje poslanstvo in te navdihuje in to je to tvoja smer v življenju? Mislim, zarečenega kruha se največ poje. Ne? Jaz, ko sem šla na faks, na biologijo, na biotehniško fakulteto, so me vsi vprašali, kaj pa boš ti? A boš učiteljica? Sem rekla, učiteljica, jaz sigurno ne bom. Ne? Ampak potem pa, ko je bilo treba se odločiti za magistrski program, pa smo lahko zbirali med učiteljem biologije, ali boš ekolog, ali boš molekularni biolog. Sem rekla, na terenu čist ne bi bila, v laboratoriju tudi ne. Učitelj ima pa lahko vse to, sem bila pa to. Tako da to je to, pa po mojem so tudi preskočili malo geni, ker tudi moji babi pa dedi sta bila oba učitelja, tako da očitno je ta nekaj tudi zapisano v genih. No. Kri ni voda, to drži. Ja, to je oče bil atlet, to tudi drži. Kakšna kombinacija, vidiš? Kakšna kombinacija preteklih rodov se je potem v tebi izkristalizirala. Breda Škedel, tale sezona 2025, imam občutek, bo izjemna v vseh pogledih. Spomnila si me zdaj, da moram spremljati Bruselj 12. 30. aprila. Imamo Slovenke, to bo super. Ja, v Radencih me žal letos ne bo, če drugega ne probo priti na trojke. Ja, pogledati kokoške na begu, če mi rata dati petko, potem, ko boste baje zmagali letos, je rekla Andreja. Tak je plan, ne? Za vsa konkurenca ve, kakšen plan imate, tako da letos bo treba trenirati. Super pogovor je bil to, Breda, joj. Jaz bi se še pogovarjal, pa sva zapravila uro pa pol. Mislim, da zelo lepo naredila otvoritev v leto 2025. Evo, jaz ti želim še prijetne počitniške dni do konca teh počitnic, pa potem udarno v ni še novo ocenjevalno obdobje. Skoraj. Počitnice so pa kdaj? Februarja, kmalu se bo. Ja, 2 meseca so. Ja, se bo kmalu. Breda Škedel, jaz se ti res lepo zahvalim za tvoj čas, pa za tvoje čudovite uvide, no, rekel, atletsko in nasploh življenje Dolenjke na začasnem delu v Ljubljani, ali kako se temu reče, do nadaljnega boš v Ljubljani pač, ne? Ljubljančanka pa nisi, ker si Šentjerneja. Ja. Hvala za povabilo, no. Rada sem prišla, tako da hvala še enkrat. Hvala, ja, lep večer še naprej in se vidimo tam zunaj, Breda. Srečno 2025. Hvala, adijo.